Dostopnost za gluhe in naglušne pomeni takšno prilagoditev okolja, informacij in storitev, da so slednje razumljive in dostopne tudi njim. V analizi dostopnosti smo obravnavali 5 elementov. Dostopnost do informacije, dostopnost do komunikacije, dostopnost do spletnih vsebin in pa dostopnost do notranjega in pa zunanjega prostora. V vseh teh 5 elementih so nekaj specifike in specifične težave, ki povzročajo gluhim in naglušnim malo težje vključevanje v obče socialno okolje. Bi rekel tako, da so ključni elementi pri dostopnosti širše, da je to tolmač znakovnega jezika, znakovni jezik, dostopnost do spletnih vsebin, se pravi dostopnost do tehničnih pripomočkov, slušni aparat, FM sistemi, ki pomagajo naglušnim osebam v šoli, v službi, v obče socialnem okolju. Najpomembneje je, da ima gluha in pa naglušna oseba pač to dostopnost do informacije, do komunikacije, kar pa je včasih oteženo, saj ni, se pravi, podnapisov. Zahtevamo, da so podnapisi na medijih, TV Slovenija, na POP TV, ker jih zakonsko obvezuje, da so stalni, sprotni in v živo. V Sloveniji je približno 45% ljudi, ki potrebujejo posebno podporo na področju dostopnosti. Geodetski inštitut pripravlja platformo povezovanja storitev invalidov in starejših od 65 let, ki se imenuje Zgodba 5 prostorov. Pripravljamo nov projekt Platforma 5 prostorov za invalide in starejše. 5 prostorov smo imenovali zato, ker imamo 5 stebrov nosilnih. Eno je zunanji prostor, se pravi mobilnost in dostopnost v zunanjem urbanem prostoru, se pravi so pločniki, avtobusne postaje in tako dalje. Potem drugi prostor je notranja zgradb, se pravi so stopnišča, vhodi, potem bom rekel informacije, ki so na voljo v teh stavbah. Potem tretji prostor je spletni prostor oziroma celotni digitalni prostor, ali lahko dostopamo kot invalidi in starejši do vseh teh informacij, ki so na voljo v družbi. Potem četrti prostor je virtualni prostor. Virtualni prostor pomeni robote, trenažerje in pa seveda navidezno resničnost, ker pomeni najlažje, če si predstavljamo neko igro, ki jo otroci igrajo, gremo mi lahko v rojstni kraj, lahko nas spodbuja pri gibanju, pri informacijah in tako dalje. In zadnji, ki je mogoče najbolj pomembni prostor, je pa izobraževanje in pa prenos znanj, se pravi promocija, da se najprej partnerji slišimo med sabo, potem pa, da se vsi ostali deležniki, ki morajo nekaj znati, recimo na okenčku v zdravstvenem domu ali pa na občini in tako dalje, znajo komunicirati z vsemi invalidnimi skupinami, recimo in z gluhimi in naglušnimi. V projektu Zgodbe 5 prostorov, ki ga Geodetski inštitut Slovenije med drugim izvaja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, so bile predstavljene številne rešitve za izboljšanje dostopnosti za gluhe in naglušne. Rešitve za gluhe in naglušne je več stvari, predvsem v zvezi z komuniciranjem pa podajanjem informacij. In ene rešitve so dosegljive pravzaprav že zdaj, takoj, druge so pa tiste, ki bi jih s tehnologijo in z razvojem lahko v naslednjih letih pravzaprav pripeljali do konca in implementirali. Prva stvar je, da so lahko podnapisi na filmih, da imamo potem recimo spremembo govora v tekst in da se to kaže na ekranih. Tretja stvar, ki je dosegljiva, da znajo, da so kadri, ko pridemo na okenček, izobraženi in da znajo, da vedo, da je prišel gluh ali naglušen in znajo odkomunicirati pravzaprav z njima.
ta je ta del. Potem so pa mogoče bolj poglobljene tehnološke rešitve, avtomatski kretalec, primer napovedovanja vremena, vozni red vlakov in avtobusov in določene vsebine praktično so že v tako tehnološkem razvoju, da bi jih kmalu pripeljali do konca, se pravi, Potem je pa cel kup komunikacij še, kjer gluhi naglušni opozarjajo, ko gre za kulturo, ko gre za dogodke, da tam ni pravzaprav kretalca ali prevajalca, ali pa saj to, kar se govori na odru, da ni spremenjeno recimo v ekranu na tekst. Teh rešitev je ta hip pravzaprav veliko, morali bi biti samo zelo dosledni in vsak dogodek in informacijo pravzaprav poslati ali pa pripraviti v taki obliki, da je pripravljena za gluhe in naglušne. Možnosti za te aplikacije, za vse tehnične rešitve so, se to vse da narediti. Treba je najti plačnika, biti malo strpen, da se to naredi. Dostopnost za gluhe in naglušne je ključnega pomena za zagotavljanje enakopravne vključenosti v družbo. Pomembno je, da se zavedamo njihovih drugačnih potreb in še naprej spodbujamo razvoj inovativnih rešitev.